Maretka Rej, najprej lepo pozdravljena. Mesec maj, mesec ljubezni. Jaz predlagam, da naš pogovor začinimo s temo o ljubezni. Začinimo prav. Pa dajmo. Kaj je ljubezen? Kakšno je vajino pojmovanje ljubezni? Ja, ljubezen je, jaz sem poet v naši familiji. Ja, ljubezen je, jaz bom rekla, vse, ne? Je mirno morje, je orkan, je vulkan, je... Divja reka. Je tako vsega je vesolje. pomalo. Zdaj, namreč naštevam besede iz pesmi Sva, ne, tako da so To po sem njene. razumela. Ja, ampak predvsem je pa zelo pomembno, da čez kakršnekoli stanja greš, ne, da se spoštuješ, da veš, da si s človekom, s kakšnim namenom. No, Jaz bi rekel ljubezni, spoštovanje, Tako. razumevanje, zaupanje, bližina, vse to. Ne. Tako. Ljubezen do glasbe, ljubezen drug do drugega. Je to tisto, kar delita z nami v vaših skladbah? Ja, to pa definitivno. Se mi zdi, da pač odkar se poznava, pa odkar delava glasbo, nikoli nisva nič naredila iz preračunljivosti in vedno sva čutila neko stvar, pač v različnem obdobju, seveda različne stvari, So ti všeč, ne? ampak vedno naj žene ta neka strast, želja. Izzivi, ne? Tako, tudi izzivi, ne? ja, ovire. Pač enostavno je to nek ogenj v nama, ta Tako. ustvarjanje vse, kar se v glasbi dogaja. No. Ja. Če se ne motim, vajina ljubezen letos praznuje polnoletnost. Okronala ste z eno čudovito skladbo Sva. Kaj sporoča ta skladba? Ja, v bistvu Sva je neka taka najina himna ljubezni, a ne? Pač v bistvu govori o tem, da če se primerjamo s svetom, z vesoljem, z ne vem kakšno širino, smo v bistvu ena... Malo več kot nič, ne? Nič, ja, ampak, v bistvu. ampak če si pa ljubimo, pa če si imamo radi, pa če najdeš ob sebi nekoga, ki je tvoj svet, je pa to tudi Je pa vse. največ. Je pa vse. Ja. Za to isto pesem sta posnela tudi videospot in tokrat so glavni vlogi sta pripadale vama. Kaj bo trvalo temu, da ste dovolila, da pokukamo vajino intimo? V bistvu najina zgodba, moja besedilo, gre za to, da ko sva razmišljala o spotu, sem jaz pač Reju povedala, da pač v tem spotu ne more biti noben drug kot midva, ker je pač pesem Sva, ne, ni Sva pa še dva, ne, tako da sva si tudi želela v bistvu na nek način predstaviti te emocije, ki se pač med nama dogajajo. Skozi pesem. Ja, tako. In samo tako je pesem v bistvu dobila res najbolj pristno sliko, to, kad je besedilo, zvok je v bistvu, da tudi midva tam. Ne. Tako. Maretka, dejali ste, da je besedilo vaše. Kako je pesem nastajala? Od kje je navdih? Ja, pesmi se včasih rodijo zelo hitro, včasih pa kar nekaj časa razmišljam v stvareh, ampak ta sezon, 1, 2, 3, pač najprej je bil vers Svale, pika v vesolju, Svale, ena kaplja v morju in to se mi je zdelo pač res eno tako razmišljanje, ne? Tako da iz tega je pol izhajala pač ta zgodba, pač zelo opisuje, kako se jaz vidim v najini zvezi, kako jaz čutim najino ljubezen in to je to. Pesem je polna lepih verzov, tako kot ste že sami rekli. Mene je navdihnil ta, ne vem, če veš, zakaj letim. Rej, zakaj Maretka leti? Ja, jaz mislim, da leti zaradi tega, ker ve, da je vedno pri meni na prvem mestu in ker ve, koliko mi pomeni ne samo ona, pač družina, najino življenje in da ne glede na to, če včasih je veliko pač dela, enih obveznosti, enih stvari, enih projektov, ampak na koncu volja do vsega tega je ravno zaradi tega, ker veš, kaj imaš doma. Ne? Eden izmed njih je tudi, ko izgubiš, se najdeš me. Maretka, kaj ste to sporočili Reju? Ja, pač vsi imamo tudi svoje strahove, pa svoje, bom rekla, ne vem, včasih nimamo najboljšega obdobja, ne, logično, ne, sploh ne vem, mi da sva skupaj že 18 let, ne, nisem vedno v top formi, ne, v tem smislu počutja in vsega tega in to se mi zdi, da je zelo lepo, da takrat se še ljubezen šele pokaže, ker je nekdo ob tebi tudi takrat, ker nisi v top svoji počutju ali pa ja. imaš kakšne strahove, vse na drugi strani pa isto, ne? Ja. Jaz se isto zgubim kdaj. Se zgubim v smislu nekih razmišljanj, nekih strahov, nekega, tudi včasih si preveč daš in te nekdo na drugi strani nazaj potegne, ne, pokaže pot. Vajine besede oziroma kar ljubezen je kar navdihujoča. Kje potem ta recept? Vse to, kar ste že povedali, ali še kakšna začimba več? Jaz mislim, da kako je najina ljubezen, se mi zdi z leti rasla, predvsem v tem, da sva se sprejela taka, kakšna sva. Recimo na eni strani jaz imam tisočno napako, ki bi jo lahko vedno s prstom, recimo Rej name pokazal in bi se vedno obregnil to, ne? In tudi Rej obratno, ne? Nekako sprejemava pač, da
da tudi, ne vem, tiste stvari, za katere ti misliš, da niso ok, so v bistvu ok, ker pač ljudje smo pisani, nismo črno-beli, ne. In vedno lahko pogledaš na vsako stvar, ki se zdi kot napaka, z pozitivne strani. Ja. Ne? Pa če vaju malo izzovem, kdo od vaju je bolj romantičen? Pa jaz bi rekla, da Rej. Ja, Rej se večkrat spomne kakšnih malenkosti ali pa, ne vem, velikrat da pobudo za kakšne zmenke, ne vem, ono tretje, ne. Jaz nekako, mi je kar že vsak dan mi je že lepo in ne rabim dodatnih dogodkov, ne. Rej pa rabi te dodatne dogodke, Ja. ne. Ja. In kdaj ste si nazadnje privoščila en oddih romantičen v dvoje? Ja, po spotu, ne. Ja, potem v videospotu sva, v bistvu, ker smo snemali enkrat na slovenski obali, drugič v Istri, v Poreču. In sem Se vsakič se podaljšala podaljšala vikende. potem še dan, dva, ja, tako da je, v bistvu to je bilo nazadnje, no, pa itak. Za naslednje bo pa verjetno spet Ob spotu. Ob spotu.